Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. Danes je z mano pisateljica knjige Razgaljena Antonela Kočevar. Bravo. Tako, ti kar predajam besedo, da se sama predstaviš. No, sem Antonela, drugače zaporedno zaposlena v marketinški agenciji CTRL Media v Mariboru. Privat pa imam svoje podjetje Kenova, kaj pomeni kaj je novega. Kjer prodajam svoje izdelke, šivam torbice, slike, ženske rokovnike in zdaj tudi sem pač izdala knjigo. Kaj te je navdihnilo za pisanje? Stiska. Aha. Huda bolečina, bi rekla. Jaz sem pač hodila enih pol leta psihoterapeutu in sem se tam pogovarjala, ker mi je res bilo... Tako mi je bilo hudo, da sem končala na urgenciji, ker tako mi je srce vtrilo, da sem mislila, da enkrat ne bom več prišla do sape in sem mogla nekaj narediti zaradi dogodka, ki se je pač zgodil v tem času. Ampak tam on te postavi v neko meditativno stanje, ti se vračaš v svoje otroštvo in vse. Pa vse je bilo v redu, določene stvari sem rešila, ampak je vedno bilo tako, ja, veš, upravičeno, ti si to ne taka, ker se je zgodilo to. In vse posod malo mene to lažo, v resnici ni, da bi rekla, da je to rešilo moje težave, ne. Jaz sem še vedno, veš, se borila z preteklostjo. In potem sem začela pač razmerje z tem partnerjem, s katerim sem zdaj. In sem rekla, okej, zdaj še eno razmerje, da uničim, ne želim, jaz želim, da mi z njim uspe. Jaz moram odkriti, kje pa so bile moje napake. In sem potem začela pisati in sem pisala pisma Domagoju. Kdo je on in zakaj ravno njemu? Naj ostane pač skrivnost, ki se izve v knjigi, je pa res zelo, zelo posebna oseba. Meni jo je povedala, jaz žal še knjige nisem uspela prebrati, ampak že na podlagi tega, kar si mi razložila, se zelo veselim, tako da tako. Kar naj bo skrivnost, ker je res to. Ja. No in sem začela dejansko pisati pisma, torej pač iskreno, jaz sem pisala tako, to nobenem nikoli ne bo prišlo v roke, ne rabim paziti na nič, torej pač daš vse, kar je. In sem pisala vsak večer. In potem, ko sem vsake toliko šla brati za nazaj, so stvari tak, veš, jaz sem vedno, jaz rečem stara jaz, pa nova jaz. Saj sem se po ločitvi ful začela delati na sebi in tu sem že dosegla marsikaj. Ampak vseeno sem ful živela z velikimi pričakovanji, katera so me ubijala in zaradi njih sem bila non-stop razočarana in vse so bili drugi krivi, vedno je bilo lažje, veš, upreti prstom na druge. In ko sem začela brati, sem ugotovila, da pač nisem bila ravno jaz tak, veš, popolna. In ta stvar, da sem priznala sama sebi, ljubica draga, ene stvari boš pa mogla ti popraviti na sebi, ne. Si postavila ogledalo, ne? Točno tako. In dejansko, ko vidim, da sem drugim zabirala stvari, katere sama počnem, ali pa sama ne dam, torej želim od tebe, da mi nekaj daš, ne dam pa jaz tebi, ne. In prav moram reči, to je bilo sebično dejanje od mene, ne. In ja, pol sem mogla sebi sama sebi oprostiti, okej, si delala napake, pač ne boš jih več, ne. In z vsakim pismom sem se bolj razvijala, bolj sem bila srečna, bolj pozitivna, itak sem pozitivna že po ločitvi ful, ne. Ja, ko prideš na dno in ko sem začela delati na osebnosti rasti, jaz se moram spremeniti, jaz se moram dvigniti gor, ker sem že v luknji zabredla. In sem začela poslušati meditacije, ne meditiram, ker jaz sem preveč hiperaktivna, da bi ležala pa meditirala, ampak podcaste in zgodbe in dejansko vidiš, da to, kar razmišljaš, to privlačiš in je res in lahko trdim, da je, ampak moraš verjeti v to. In sem vedno vse posod najdela, okej, to se je zgodilo, ampak iz tega sem se naučila to pa je to in ko ti vedno najdeš nekaj pozitivnega, je lažje. In da ne kriviš za vse druge, ne? Ja. Ker smo sami odgovorni za svoja čustva in lahko nas nekdo prezdane, koliko mu pač dejansko dovolimo. Ja. Jaz pač pravim, ne delaj drugemu to, kaj ne bi želel delati, da delajo tebi in tega se nekako držim. In ja, in potem so moji sodelavci, jaz sem rekla, ne vem, parkrat sem rekla, včeraj sem pisala 2 uri. Pa kaj ti pišeš? Ti pa nekaj ko vrste dnevnik, ne? Pa zakaj ti to ne bi biolog? Ne bom tega biolog, kaj se notri piše. Ampak oni so meni non-stop trzljali, pa sem porekla, pa kaj bi ti prebrala, če je to sploh takega, ne? In je potem tako bilo, to so bili samo pač osnutki.
Pa pošli založbe, pač Damjan Janžekovič mi je bil, potem sem njega kontaktirala, dobila sem njegov telefon, kontakt, mi je razložil pač, kako sploh poteka izdaja knjige, tako. In sem potem izpolnila na založbi Petka tisti obrazec, pošleš prvo poglavje pa zadnje, oni so pokazali zanimanje, sem poslala celo knjigo, so rekli, da definitivno bi to tiskali in tak je potem bilo. In potem sem mogla odločiti, ok, bom res to zdaj objavila, ne bom. In sem rekla, v redu. V redu. Ja. Jaz mislim, da lahko nekomu pomaga, zagotovo. Pa da pomaga samo 10 ljudem, je naredila, dosegla svoje bistvo. Ja. Zdaj, če greva mogoče malo bolj na teme same knjige, katere teme se notar pojavljajo? Ti si imela pač osebno, kaj si rekla, težko življenje že od mladih let, ne? Ja. Da pol so tudi neke zanimive teme noter, ki jih bova potem razkrili malo, ne preveč, da ostane skrivnost, ne, knjigo morate prebrati definitivno. Tako da malo mi povej mogoče, da bojo tudi vedeli, kaj pričakovati, pa mogoče bo koga tudi pritegnili k branju to same teme knjige, kaj se pojavlja noter. Torej, jaz se iz sedanjosti vračam tudi v preteklost in potem pisala sem o bolezni, katere sem pač prebolela. Z eno se pač konstantno bom borila, ampak ne dovolim, da bi mi vplivala name trenutno, mislim zdaj pač. Imam je pod nadzorom. Potem, jaz sem bila zelo mala, oziroma 5 let stara, ko se je v Dubrovniku vojna začela. Torej, kako je bilo težko, ko ti živiš v bombardiranem mestu, ko je vse v dimu in ostaneš brez vsega in potem bežiš iz mesta. V tem času sem tudi ostala brez mame, zakaj pa kak je v knjizi. Potem sem, torej po vojni sem potem zbolela, potem je bilo, osnovna šola je bila bolj sem bila odsotna, kot pa prisotna v šoli, ne. Potem so pa začele ljubezni, potem je bila pika na i, zakaj sem se jaz potem odločila odseliti iz Dubrovnika, ker več tam nisem izdržala. In potem sem prišla sem in kako sem se v Mariboru je naučila jezika in spoznala bivšega moža in zaradi njega tudi ostala. Potem sem rodila 2 otroka in se ločila in po ločitvi sem padla. Ja. In mi je žal, ker pač sem vedno govorila, da je on vsega kriv, pa ni res, res ne. In v knjigi pišem svojo plat, kaj sem pa jaz počela narobe. In potem, kako sem se borila, da sem preživela in sebe in otroke, koliko sem bila vztrajna in koliko sem verjela, da jaz pa bom zmogla in res sem. In to je pač, kaj hočem sporočiti, da smo zmožni vsega, ampak moramo biti vztrajni in nič se ne učimo čez noč. Jaz tudi šivati nisem naučila čez noč, gledala sem na YouTube tutoriale, tolikokrat sem narobe povezala ona materijale in ko sem se učila izdelovati spletno trgovino, mislila sem, da bom diplomirala, no nič, tako sem si, ko sem je dala online in ko sem videla, da pač dejansko dela in kartično plačila, sem taki, no uspela mi je, ne morem verjeti, spravila sem to skupaj. Ampak to je bilo, jaz sem znala sedeti do 3 zjutraj in pač googlati in kje in kak, da, tako da ja, pač jaz ne gledam televizije, meni je to potrata časa, jaz pač sem rada čim bolj v pogonu, spim malo, očitno. Ampak ja, tako sem pač boljše počutim. Pač si bolj aktivna. Ljudje smo si različni, tako, enim pa še to, enim drugo, kar bomo tudi potem ugotovili, ne? V redu, viš, kaj me še zanima? Kaj si ti sestavljala skupaj te svoje zapise v bistvu, a ne? A si naletela na kakšne ovire ali, kako bi rekla, kakšne te pisateljske blokade ali ti je to kar šlo tako nekako naravno vse skupaj? Šlo je. Je šlo? Moram reči, da je šlo. Res, torej sem imela bolj pauze, ko sem se poglabljala samo sebe in mogla sprejeti svoje napake, ker veš, lažje je spet, ko je nekdo drug kriv, ko si sam kriv. Takrat sem imela pauze. Drugače ne, jaz sem vse zlila na papir. In potem, ko sem mislila, da je to, sem se prvo mogla zložiti to časovno, ker veš, da pač potem, če grem izdati, da to ima smisla, da ni malo tu, malo tam, malo tako, ne, štrkano. Ja. Če neka časovnica smiselna za bralca, da ve, tako, umaknila sem pač neke dele, kateri niso bili res primerni, da se objavijo, ker veš, ne moreš ti
javno objaviti nekaj stvari o drugih, to se ne spodobi, tako da to je pač, jaz lahko po sebe zgrdo govorim, koliko čem, o drugih ne. In potem je tudi bilo, pustiti pač tisto, kaj sem pisala o spolnosti, ja ali ne, pa jaz se vsak dan o tem pogovarjam, zakaj ne. No, zato je tudi Antonela z nami danes, to je le podcast o spolnosti. Antonela je tle, ker ste odločila v svoji knjigi precej nazorno opisati svoje, kako bi rekla, spolne dogodivščine, ne bomo tako rekli. In kar povej mi sama, kako to, da si se odločila not to pustiti, a ti je kaj srce razbil, ko si rekla, zdaj bo pa to ne vem, koliko ljudi videli, pa brali, pa... Malo mi povej svoje občutke, ker me res zanima, ni marsikdo pripravljen se tako razgaliti, dobesedno razgaljena na ta način. Jaz v trenutku, ko sem se odločila, da se bo knjiga izdala, sem tudi se odločila, da se ta tudi del. In sem razmišljala, lahko bom imela in pozitivne in negativne komentarje. Ampak, moj namen je pozitiven, torej ali bom tebe spodbila, ali te vzburila, ali se boš nekaj iz tega naučila, ali boš se bolj sprostila pa uživala, ali moški ali ženska, vseeno, pač moški lahko izve, kaj lahko ženski pa še pa poskusi, ne. Če pa je nekdo to negativno vzel, potem jaz na to ne morem vplivati, to je res. Če koga ta del ne zanima, pač te strele preskoči. Če bi me kdo obsojal in se bo pri tem, ko pač govori grdo o meni, bo še počutil, je spet knjiga naredila nekaj pozitivnega, ne? Veš, kaj mislim. Tako da, mislim, jaz sem sebi sama tolikokrat sama o sebi slabo mislila, da me nobeni komentar več ne more užaliti. Moj namen je bil iskren, jaz želim nekome pomagati. Če pa nekdo v tem vsem najde nekaj grdega ali pa da me ogovarja in slabo govori, naj izvoli. Pač, veš, kaj mislim. Spolnost je nekaj, kar počnemo vsi. Jaz nisem govorila prvo na splošno in ne razlagam na vulgaren način, jaz govorim o spolnosti z mojim partnerjem, ker pač s mojim partnerjem želim to doživeti, torej se z njim poveza, dočutiti njegov dotik, mu ga dati, deliti ljubezen. In zakaj je to nekaj sramotnega, ne razumem. Pač nisem ravno, da se prodajam, ne služim s tem denar. Pa tudi če bi. Vsak ima svojo odločitev. Obstoja nekoga, ko ne veš, zakaj je nekdo takšen, v kakšni situaciji se nahaja in kaj trpi, vsak je se odloča zase. In kdo smo mi, da obsojamo druge? Tako, dokler ne škodujejo drugim. Tako, dokler niso glede na nasilje, zlorabe, da nekdo slabo počne otrokom, veš, pač. To je res, vsak se odloči zase, kako bo svoje življenje živel, dokler ne vpliva s tem na svoje okolje oziroma pač na nek škodljiv način, ne pač ljudem okrog sebe. Ko si omenila partnerja, to je partner, ki sta zdaj skupaj. Te dogodivščine, ki so noter spolne, so z njim. Z njim pa še ena scena je, pač, katero ni bil on. To je pač mojih 50 odtenkov sive, sem mogla. To je zame pač bilo nekaj posebnega. Glede to, da sem moja podjetniška pot začela dejansko z erotično trgovino, v kateri sem prodala 50 odtenkov igre in je meni bilo vedno fantazirati, da bi jaz doživela kaj takega. No in sem. No, vidiš, to je zelo lepo slišati, da je neka fantazija izživeta. Zato je tudi pomembno, pač, če ne doživiš tega z nekom, kaj lahko se zgodi slučajno, da se s partnerjem pogovarjamo o svojih željah, potrebah. Tako da mene zanima, recimo, kaj pa tvoj partner, kako on gleda na to? Verjetno pač mogo reči, v redu je, če to objaviš. On je včeraj prebral knjigo do konca. Včeraj prebral knjigo do konca. Je ful pozitivno, tako da ni, mislim, to so stvari, katere so bile pred njim in zdaj pač govoriti, s kom sem bila pred njim, je brez, mislim, nisem te poznala takrat. Tako da ne postavljamo vprašanja, s kom si bil, koliko si bili, kaj si pač ne. Smo res odprta glede tega in to je meni zelo, zelo všeč. Ni ljubosumje in lahko mu rečem, jaz bi probala to, on meni reče, bi probal to in res se trudimo zadovoljiti en drugega in meni je brutalno dobro in sem ful srečna, da je takšen in odprt in pripravljen in da zna prepoznati simptome, to je bistvo. Jaz tega prej nisem znala.
Ne, in sem bila zadržana, veš, in ko sem jaz pri 17 letih stopila v ta svet užitka, smo se s prijateljicami imeli rumeni zvezek in smo se pisali med šolo, ti veš, kako to je, pa mimo, kaj to ne vem, kako so vodila, in nisi imel interneta, ni bilo Google, ni nič, mogle so pač se dansko naskrivaj, veš, ker je to bilo sramotno, sramotno, ni se ta, bilo je in tabu in tako, ne. Pa je škoda, ker pač, veš, normalno je, da se govori moški, koliko jih je imel in kaj je počel in koliko je, ne vem, sam, ne, za ženske pa to, zakaj? Zakaj, če je pošteno, da tudi mi uživamo in da se sprostimo. Ja želim, veš, meni je ful hudo, ko se ženske sramuje svojega telesa. Zakaj? Veš, neki stereotipi, da ženska mora biti po nekih merilih. Ne, ženska mora samo biti samozavestna. Nema veze, katero številko ona ima na tehnici. Ko ona se počuti dobro v svojim telesu, ona je seksipilna. Veš, in ti tudi, jaz vem, da meni po ločitvi, jaz 1 leto ni bilo šanse, da se pred nekom slečem. Da mene nekdo vidi, veš, jaz sem delala 2 otroka kar dolgo, moje telo pač več ni mladostno, pa tak. In mi je bilo ful strah, ne, ker brez veze. Res, jaz ne bom šla na operacijo zezi. Ja, moje prste so dojile 2 otroka in so ponosna na to. In zdaj pač, če niso čvrste, pa ne stojijo, ko vležem, pač ne stojijo. Ali sprejmeš, ali pa pač ne gledaš, ali kaj ti nareče. Mislim. Veš, in jaz sem mogla samo sebe, jaz sem bila samozavestno čist nezadovoljna, ne? Ampak potem tudi pač v knjigi mi je on pomagal, da sem se spet postavila sama sebe na svoje noge in da sem se lahko pogledala v ogledalo pa rekla, pa nisi tak da vreš, ne. Nisi švah. Nisi tak švah, vrede. Ja, samozavest je definitivno, a ne, pomembna. Je pa res, da dostkrat je to povezan. Imela sem na podcastu že osebno trenerko in smo malo tudi te teme dotaknili, a ne, dostkrat se zgodi, po moje ni toliko vizualno, ampak občutek, ki imaš ti v glavi, da nekaj narediš zase. Ker recimo, če greš ti športat, imaš občutek, ni nujno, da je neka ful fizična sprememba, ampak imaš občutek, nekaj delam zase. In ta občutek, da nekaj delaš zase, ti daje samozavest, da sebe postavljaš, da vsaj za tiste pol uro na prvo mesto. In tako, kot si rekla, če imaš težek življenje, sploh če imaš otroke in tako in si sam, hitro pozabiš nase. Ne? Jaz vidiš vsak dan, moji otroci so že navajeni, med 8 pa 9, mi samo reče, da danes mami je lahko, imaš mi pustila zdaj 25 minut, idi telovadi, veš, mi je ta mlajša kar nastavi limonado zraven, jaz si v dnevni sobi, veš, postavim podlago in vsak dan telovadim, razen ko pač stani 2 prijavitev in lepo vreme potem grem tekala, da res tekam 10 km, meni je to taki adrenalin, meni je to tak nafilo, res, in mi da moč in toliko, koliko vlagamo sami v sebe, toliko bomo tudi pač imeli. Čuti se ta energija, ne? Definitivno se čuti, ne, a ti izžarivaš neko samozavest, neko moč, neko tako pač pozitivno, ali si... Meni se včasih zdi, da mamice ful čutimo slabo vest, ko si vzamemo čas zase. Ja, to je res. Ful. Jaz vem, da pač, ko je to bilo, mene prijateljica Melanie v knjigi je menjena, ona me naučila, če nimaš otrok, zakaj ti jokaš zdaj doma, namesto da se imaš fajn? Ja, kakšna mama si? Jaz zdaj otroci so prijatelji, jaz zdaj pa se imam fajn. Dobra mama si. In ona mene da vse potegnila ven in me učila, da se pač nič ni narobe, če se jaz imam fajn, ko sta oni 2 prijatelji na varnem, na sigurne. In sem mislim, vse pa je res, srečna mama, srečen otrok, ne. In nasplošno bi se mame, tudi če niso, ne samo ločene, pač ne, zakaj ne? Ona si more vzeti čas in se, ali zdaj pogovor s prijateljicami, kavico, pijačo, ali tekat, ali brati knjigo, ampak ona se mora tudi nafilati svoje baterije, ne moreš biti non-stop, Ne naporno je. In potem se izgublja samo sebe in od one utrujenosti vsega, kako se pol bo ona počutila srečno in izpopolnjeno v svojem telesu. Veš, nekje sem zasledila, da je, sicer to je bilo zelo tako v primeru, če ima ženska partnerja, da če on stoji za njo in jo podpira in ona potem čez to podporo tudi se dvigne kot mama. Tako da ja, zagotovo si to tudi ti zdaj bolj čutiš, ko si tako zadovoljna s partnerjem. Zdaj, če se malo vrneva na to, ti si rekla, da ste imeli en rumen zvezek, kjer ste si s prijateljicami pisale, kaj in kako ste probale, da bomo tako reči. Tako. Zdaj, tle se res iz prve roke vidi, koliko je pomemben, da je spolna vzgoja, koliko je v bistvu pomembna spolna vzgoja, da se pač
ljudje, jaz zmer pravim, za take pogovore mora biti primeren čas, primeren prostor. Ne rabimo biti vulgarni, ne rabimo tega razglašati, ampak pomembno je, da se o tem pogovarjaš ali s prijatelji, ali da poiščeš, ne vem, pomoč pri strokovnjaku, kakorkoli. Da ni tudi, kad dostikrat se zgodi, da je tudi med prijateljicami to neka tabu tema. Ne? Ali pa ena reče v spolnosti, pa se druga not potegne. In ti si tudi sama omenila, da to zelo rada deliš s svojimi, kako bi rekla, sodelavkami. Pa ne, tudi zdaj, ko je Krinka prišla ven, vidim, kak je odziv, da bi se ljudje res potrebujejo, da se z nekom lahko pogovarjajo. Jaz moram reči, da meni pri tih otrocih ni tabu tema. Namreč jaz sem z njimi opravila pač vse pogovore in to je nastalo zaradi tega, ker sem dobila informacijo, da je 12-letnica, pač nekdo je, da pošle sliko in pa nekdo je nekaj vprašal in ona ni vedela izraz in to je bilo... Mislim, da se šlo za besedo fafanje. Jaz sem rekla, o moj bog, jaz imam 2 hčerke, jaz ne želim, da pač kaj takega se njim zgodi. Jaz sem jih doma posedla in sem rekla, zdaj bomo mi opravili pogovor. In tudi smo pač odprto itak so imeli v šoli, kak nastane otrok, in sem rekla in pol sem razložila. Ne glede, koliko vam je neprijetno, jaz sem tu in me lahko vprašata karkoli, jaz vam bom z veseljem odgovorila. In sem jim potem razložila, kaj pomeni ovo, ne vem, kaj je drkanje, kaj je fafanje, kaj je samozadovoljevanje. In neprijetno ima je bilo, sem rekla, nima veze, jaz samo hočem, da ti imaš to informacijo in da se lahko pravčasno reagiraš, da ne boš zapadla ali poslala kaj, ali napisala kaj, ali pa v družbi izpadla, da te nekdo ker ena njena napaka, cela šola bo vedela. In ona bo, veš, ni fajn, da se kaj takega zgodi. In tudi sem jih opozorila eno in drugo, kaj pomeni pomanjkljivo oblačenje, veš, ko ti neke take stvari oprosti. Nevarno je pri njenih letih, ne. Ne bi smelo biti, ampak je. Tako, ker zanj sem videla eno, lihka si omenila, videla sem razstavo, ko dostikrat rečejo, kaj se pa tako pomanjkljivo oblačijo, se izzivajo, pa gor pa tol. To lahko... To je zelo grd argument, ker ti bi mogel lahko hoditi po cesti, pa da se te noben ne dirne. Seveda. Ampak na koncu namen razstave je, saj vem, niso vsi ljudje dobri, ljudje pač so taki, kot so, vidijo eno pomanjkljivo, pa si reče, se tale išče, pa ni tako. Ampak hodila sem reči, da bila je razstava oblačil od majhnih otrok do starejših žensk, se je sama iskala ali nekako tako je bil kontekst razstave. Ampak oblačila niso bila pomanjkljiva. Bilo je od oblikic 5-letnih punčk normalnih do kostimov ženskih poslovnih ali ne vem kaj bilo še, trenerka, čist neki najbolj neprivlačne stvari. Tako da na koncu res nima to veze, ampak je pa še zmer tako mnenje. Se pravi, govorili sva torej v sami spolni vzgoji, kako je pomembno, da ti tudi sama s svojimi otroci to govoriš. Jaz imam mlajšo hčerkico kot ti, ampak tudi kakšne stvari že vprašaš, sicer ona bolj že vpraša, kako je otrok prišel. Otročki in tako da ona že ve, kaj je vaginalni porod, kaj je carski rez oziroma pač tak način poroda in tako, tako da jaz bi vse starše nagovorila, da odgovarjate svojim otrokom. Če jo starši ne vejo, je pomemben, da ne rečejo, kaj sprašuješ gluposti. Ne, to pa ne. Rečite svojim otrokom, ne vem, dobro vprašanje, bova pogledala, bo mami oči prebrala v knjigici, kako ti odgovorim. Tako da zdaj pa, če greva naprej, omenila si tudi, da si svojimi otroci govorila o samozadaljevanju in to tudi omenjaš v knjigi. V knjigi, ko govorimo, samo nisem napisala, da se z njede, ampak jaz sem jih želela ozavestiti, samo da to ni nič sramotnega. Tako sem se jaz počutila, da sem dobesedno priznala, veš, pri 30 letih, ti tudi to res počneš, ni nič narobe z mano. Ni. In sem pač hotela, je v redu, da raziskuješ svoje telo, ampak to se počne za zaprtimi vrati, ko te pač noben ne gleda. To je tvoj tempelj in je svet in se ga ne rabiš sramoti, lahko ga raziskuješ, ne? In sem pač ne želim, da pošiljaš komerkoli kakšne neprimerne fotografije. In sem tudi govorila, kdaj je pravi čas, da izgubi nedožnost, da pač čuva ta trenutek. Ne zdaj, da želim, da ima enega partnerja, ampak veš, o pomembnosti in bolj se pač želim, bolj se pogovarjam z njimi, da razumeta, in da sprejmeta svoje telo tako. Ker mislim, da tudi nasplošno, če bi se ženske, bom zdaj rekla, ker moški nimajo s tem težav, zato bom pač rekla ženske, se ful sramujejo in pol ene ne doživijo orgazem, ne more ga kao moški spraviti do orgazma.
ampak lahko ti samo sebe sprejmeš do orgazma. Si poskusila, kaj tebi paše. Saj ene imajo zdravstvene težave, ne rečem, to pač ni zdaj za vse velja, to ne. Ampak moramo spoznati samo sebe, ne. Veš, ali boš ti to napolnila banjo, pa si vzela malo več časa za sebe, pa za kako igračo, ali pa s prsti, saj ne rabi biti, ne. Ampak spoznaj se, ali ti pa še tu, veš, eno igračo lahko uporabiš na marsikaj način. To sem se jaz, na primer, naučila iz pogovora s prijateljico, ne. Bi brat rekla, ja, Bradavit, kaj si delala? Ja, tako. To pa mi ni padlo na pamet. In pol veš, in tako je prišla, ja, sem pa probala to in si pol začela dejansko eno stvar uporabiti na malo več načinov, kot ti ni padlo na pamet, ker pač mislila, to se uporablja samo, ne vem, za tam dol spodaj, tak, ne. Aha, tukaj piše, da je to. In tako moraš imeti. V resnici ne, če lahko marsikaj. Tudi mi doskrat poudarimo, mi imamo tako ogromno izbiro igračk in so stvari, ki so po kategorijah za določene stvari namenjene, ampak doskrat za igračko, kaj ne vem, ali je vibrator, ali je obroček, ali je karkoli že, pokažemo, da se da uporabiti na več načinov. Res na več načinov se da uporabiti. In tako kot si rekla, zelo pomembno je, da sami najbolj poznamo svoje telo. Ker tudi, kar se tiče orgazmov, ti moraš svoj telo poznati, zato da boš lahko tudi nekomu drugemu povedal, kako naj te pripelje do orgazma. Lahko mi tako malo veš, ne. Pa to je ful zanimivo, da narediš igro. Gremo se, ne vem, zdaj mi dva igrati, jaz bom tebi počela, ti boš mi pa rekel, če vem, kateri gibi ti pašejo. In tako pač skozi igro, in tako se zburiš, pa eksperimentiraš, kaj pa tak. Veš, in bolj spoznavaš en drugega, pa je zabavno, ne. In pol pa je takrat, veš, ognjevedne. Se mi zdi, da si se ti kar razcvetila zdaj. Pa meni ni sram priznati, da vas pač uživam v tem, kaj ne. Ja, saj prav. Meni se zdi, da je zelo redo, da si tudi to dala noter v samo knjigo, kakor si rekla, si želela bralce nagovoriti in v bistvu spodbuditi, da naj odkrivajo sebe in tako. In zdi se mi zelo pomemben, da imamo tudi v Sloveniji kakšnega tazga pisatelja, pisatelja, zdaj si pisateljica, vidiš, kako se še navajam tega naziva. Se še navajaš. Kaj pa, ker si ti pisala te stvari in si razmišljala, kako bi rekla, si se vračala v te momente, ko si pisala, kaj si občutila takrat? A te, recimo, vzburi, ko ti pišeš o tem? Pa ja, moram reči, da ponavadi sem pisala takrat, ko bolj sem pisala, bolj sem postala in zmeraj sem mogla, veš, ok, nekaj. Ja, saj je bilo, pač mislim, da je bila originalna verzija še malo bolj hard, ampak smo res primerno, pač. Ja, se je treba. Ja, ker takrat sem se jaz pravno, veš, oživiš, in polode, veš, ko malo bolj doživeto. Ampak, ja, saj moram reči, da z tem partnerom to je, po moje, ne vem, če je to normalno, ampak Imaš nenormalen seks? Ne normalno, ampak zelo pogost, mislim, vsakič, to besedno vsakič. To je pač, veš, je rekel, saj nič ni narobe, če ne bomo danes. Res ne. Bo zdaj nadoknadila vse za nazaj, ko si bila zadržana. Tako, res je. A bi priporočala komu, recimo, da si piše te stvari? A ti je bilo tebi tako, ko si pisala te stvari, a ti je pomagalo to še več, ne vem, oseb spoznati, pa kaj ti je pasalo, pa kako se spomniš, pa rečeš, tole je bilo pa res dobro, to bi pa rada ponovila. Tako mogoče na ta način se malo bolj osvestimo, kaj nam odgovarja. Pa moram reči, da ja, ker dejansko sem pol, ko sem začela pisati, sem začela bolj ceniti, kaj imam v partnerstvu, si si, nice, ne. In pol pa tudi opazim, kaj mi je res bilo všeč, kaj bi ponovila in kaj je, ne vem, neke take stvari. Tako da je zanimivo. Ja. Nasplošno mislim, da je pisanje, se ne rabi to biti neko profesionalno, ampak kakršno koliko ti daš neke svoja čustva na papir, se lahko ozavestiš in tudi o bolečinah, in o nekih problemih, ali pa o sreči, ali pa si lahko hvaležen, veš. Jaz, na primer, si vsak teden napišem, zakaj sem hvaležna, ker si vsak dan lahko za nekaj hvaležen, ne. Tako da, absolutno. Ja. In mogoče boš tudi nevedel napisal, kaj pogrešaš, pa kaj si želiš, veš. Jaz sem tudi tam napisala, da pač, ne vem, želim eno sceno, ne. In pol pa avtomatski se pol tudi uresničila, ne. Ampak jaz pa si hotela, da me, veš, tak me slači, pa me tak naredi, ne. Veš, in marsikaj tudi samo sebi izveš, ker pol si ne razmišljaš, ker ti, ko pišeš in misliš, da to res noben ne bo bral in da je to, veš, boš mogoče vrgel v smeti, marsikaj v sebi tudi izveš, ne. Tisto, kaj je v podzavesti. Tako da absolutno predlagam, da ja. Ja, jaz sem že govorila z psihologom oziroma, bom se drugače izračila, s terapeutom za te partnerske odnose, družinsko svetovanje in tako. In ja, v bistvu,
tako kot si rekla, če si nekaj napišeš, mogoče pa nivno komunikacija s partnerjem, ja, seveda je pomembna, ampak mogoče moraš prvo res pri sebi razčistiti določene stvari, svoje želje prepoznati, kakšni, kar se mi zdi, da kar zadušijo te želje že pri sebi, zaradi zadržanosti, občutka, sramu in vsega tega. Ampak ja, mogoče na ta način lahko začneš, preden greš do partnerja, da sam sploh pri sebi veš, kaj želiš, a ne? Ja, meni je pa eno stvar bi poudarila, ker naprimer v službi, mi vsak dan v službi imamo teme, jaz vsak dan ob 2 odprem, veš, to lela, katera tema bo pa danes, ne, in podebatiramo, tako da se vsi odprem, ampak mi vemo, da to pač informacije ostane opisane, to se ne govori potem, da ti zdaš pač informacije okrog. In je pol pač bilo vprašanje, kako se ti vsakič da. Jaz sem rekla, in meni je všeč, on mene nikoli ne odbije, ko pridem do njega, jaz njega nikoli ne odbijem, ko pride do mene. In to je pač, ker veš, če bi on prišel pa enkrat, pa jaz rekel, pusti me, glava me boli, danes se mi ne da. In to bo naredil 4-krat zapored, pol pa več ne bo. In pol pa začne umirati, izgublja se ona, veš. In intimnost med nami, in želja, in pol pa postaneš malo zadržan. Ne daj se mi zdaj, da pač jaz pridem do njega, pa me bo odbil. Veš, okej, ne bo, ni vsakič, da bo, ne vem, noro, no, včasih bo trajalo par minut, včasih bo trajalo par ur, včasih pol urce, ne vem, malo enkrat se bo ponovilo, drugič bo bolj raziskovalno, veš, ampak je bistvo, da poslušam en drugega. Ja, in tudi če že ti ni, a ne, da pač malo bolj na en malo bolj eleganten način to, a ne, zavrnaš. Se ne ga vprašala, če on, ne vem, prišel je zdaj iz službe, mrtvo utrujen v ležu, pa se jaz bom tako zdaj prišla, okej. Se malo preceniš situacijo, ne. Ampak to mi je pač všeč, da smo vedno pripravljena, veš, en do druge in poslušati, da ni užaljen, če mu rečem, veš, kaj danes mi res ne paše, če to delaš, kaj pa če bi še tak, ne. Veš, ni zamere. In se lahko dansko odkrito pogovarjaš in pokažeš, ali pa, ne vem, predstaviš roko, ali pa kao slučajno nastaviš neko igračo, veš, pa ga malo kaj pa je to tukaj? Tako, pa ga presenetiš z pač kakim perilom, ali pa, veš, tak neki... Ja, dostkrat se pojavlja, recimo ti si omenjala tudi igračke, ne, v svoji knjigi, to lahko povem. Seveda, ker jaz tako imam bogat. To lahko povem. Dostkrat se pojavlja, recimo, da eden izmed partnerjev reče, zakaj pa to rabiš, a ti nisem jaz dost. Jaz osebno nimam take izkušnje. Jaz tudi ne. No, vse je to. Tako da ja, tle se mi zdi, da je res pomembno, da se pusti ta ego na strani, a ne? Ja, da nisi ti, tle ni primerjava, ne, pač ti, mi dve imava obidve recimo dobro izkušnjo, če pripeljeva igračko zraven, najna partnerja sta tako, kaj je zadevala s tem? Eni pa niso, a ne, in mogoče res ti potem ne opažaš tega, da bi bil tvoj partner užaljen, da bi si on mislil, a ti nisem jaz dost, a ne. In se mi zdi, da je to tista razlika, a ne, ker velikih tako reagira. Ne vem zakaj, jaz bi pač mogoče pristopila na drugače, prvo igrača je igrača, lahko me pa ti gledaš, veš, in na taki način, veš, ker meni se zdi, da moške pač prav zburja, da gledajo žensko, ki se samo zadovoljuje, naprimer, ne, in lahko uporabiš to igračo, pa rečeš, gled, jaz je tako uporabljam, kak bi pa ti uporabil, ne, pa isto to igračo ti lahko tudi na moškemu uporabiš, to je vibrator, ne rabi ga nekam tiščati, lahko ga z njim nekje masiraš po trebuhu ali pa, ne vem, po modih, ne vem, pač fantaziji, pa ideje, tako. In se mislim, da lahko se pač poveže ta oba, ampak to ni tvoja konkurenca, mene, ne vem, vibrator ali pa masažer me ne lupčka, ne dotika, nisem zaljubljena van in ne da mi nobena čustva, je pač igrača, tako ima eno desno, eno levo, pa nisem ljubosumna, da hodi s te dve roke. To je bila zelo zanimiva primerjava. Pa če tako pogledaš, ima vedno svoj pripomoček, ne. Sami tudi, ampak ni isto, pač mi se raje igramo z igračami, ko pa s prsti se mi zdi. Ja, sej. Kako tvoja knjiga bi rekla, da vpliva na bralce? Zagotovo si dobila od ljudi, ki so prebrali knjigo, že kakšne odzive. Zelo, res. In voice message, in maile, in ne vem koliko sporočil. Uspem nekaj deliti, kaj lahko pač slikam, pa kaj mi pustijo. Zelo pozitivno. Mislim, komentarji, ki mi povejo, koliko je njim odprt pogled v zakonu in da jim bo to veliko pomagalo, posebej punce govori, ne, ker so se najdla v isti težavi, kot sem bila jaz. Torej, vse sem metala na moškega, sama pa pač, ni rečem, pometla pred svojo preprogo in rekla, hvala ti za to. In vsak se najde v nekem delu, ne. Ene je pač motiviralo, če si ti lahko to naredila, bom jaz tudi, ne, in te pač spodbudi. Ene so rekle, da so pa itak se nasmejale in jokale in vzburile.
In pol tudi glede spolnosti so pač komentirali, da so se malo začele spraševati in da bi se potem uživo, naprimer z mano radi pogovorili o tem, tako da sem začela malo se hoditi na kave, si najdem čas nekako, da vidim, kaj jih muči, kaj jih bremza, ne, in da se skozi pogovor pač nekako sprostijo in odprejo svojim partnerju, ne, da se na novo povežete. Ja, ljudem zelo veliko pomeni neka osebna izkušnja, ne? Če vidijo, da je nekomu drugemu uspel, v smislu prej ni mogla, zdaj pa lahko, a ne, kako, kakšen je bil ta proces, da zdaj lahko, a ne, in to je zelo, zelo zanimivo v bistvu in se pravi, tvoja knjiga ima nek vpliv na ljudi, tudi glede spolnosti, a ne? Tudi, moram reči, da na Facebooku sem dobila veliko sporočil od moških, kateri vidiš, pač prav pišejo, jaz bi se rad pogovarjal, pa ne osvajam te in ne želim biti vulgaren, ampak rad bi pač vprašal ali pa nekaj komentiral in to se prav take neke izpovedi, no ne moreš verjeti, koliko tudi moškim pač potrebujejo takšne pogovore. Torej, zakaj se s partnerico ne pogovarja, veš? Torej, mora biti nekako, bodimo pripravljeni, poslušaj, ne obsojajmo. Veš, tudi so različni, ne vem, fetiši, zdaj. Ja. Zakaj je potem to narobe? Okay, tebe enega vzborja ono, drugega ono, en si želi tisto, tistemu pa šel. Mislim, vsi smo različni, 100 ljudi in 100 čudi, ampak dajmo malo pač odprti glede tega. To ni tabu tema, mislim. Tako tudi nastane otroci. V zakonu smo za to, da se bodo dovolili mene. Ja. Zraven vsega ostalo. Govorim samo o spolnosti, pustimo zdaj kakšne odnose. Začem, da vsaka zveza, razmerje ima svoje pravila. Vsak funkcionira na drugačen način, ne? In tisto, kar njim najbolj ustreza, njim to uspeva. Ne? Ampak govorim pač glede spolnosti. Torej, da glede tega bi bilo fajn res, da smo odprti en do druge. Ja, je vsem to oseba, s katero imaš namen deliti življenje. Da se ne sramujemo, nič ni narobe. Ja. Torej, a si naletela mogoče tudi na kakšne negativne komentarje v svoji knjigi, da bi te kdo direktno tebi? Ne. Na moj video je bil enkrat, pa niti na to ne, pol te sprašujejo, ne vem, če povem kaj več, ne vem, o položaju 69, ampak res niso bile tak. Je veliko nekih sporočil, hej, si seksi, privlačna si, to sploh ne odpiram, to me ne zanima, ampak ko vidiš, da pač nekdo napiše res nekaj, potem pa z veseljem odgovorim in pomagam. No, to je zelo lepo, ja. Mislim, zdaj, da me nekdo osvaja, jaz nisem to objavila, da me nekdo osvaja, s partnera imam, tako da to ni bil namen, ampak meni se zdi zelo super, da si imela ta pogum, da si pač delila to z nami, oziroma pač, bi rekla svetom, ampak trenutno predvidevam, da je v slovenščini knjiga, tako da si delila Slovenijo. Ja, zdaj prevajam v hrvaščino, tako da gre po. Ja, moram, ker pač se moji iz Dubrovnika sicer moja družina je prebrala, ker sem prevedla v hrvaščino, pa zdaj moram urediti, da je lahko potem pač pošle meni založbi, ne, da to ni oni, veš, površinski, ali kako se reče? Površen. Jo, dvojina je meni grozno. Jaz ne morem to. Ampak je meni pa zelo všeč, ker je bila zelo intimna. Ja, to je bila ena zanimiva scena, ko je lektorica, veš, lektorirala knjigo in je rekla, in meni je pošiljala komentarje, koliko otrok imaš, koliko je ljudi tukaj, ta rekla je dvojina, ti je španska vas, potem je urednico klicala, rekla, kaj je imela orgije, koliko ljudi v posteli, ona pa partner, ok, v redu, ker jaz sem pisala, mi smo in je spalo, ima nas. Ne, ni, to je bila samo z eno osebo, v redu, ok, Bogarevica bo moje stresno. Da smo se na koncu razumeli. Ja, važno, da je pol ven prišlo tako, kaj je bilo zares, ampak tvoja knjiga temelji potem na resničnih dogodkih, vse, ker glede na to, da je v bistvu bil to kaj način zapisi, dnevnik in osebni zapisi. Zdaj ti v nekem delu omeniš tudi Lucijo iz našega čudovitega sveta užitka. Res je, evo, tu bom čakaj, ti bom pokazala, ker sem se nastavila. Ja. Tukaj, ko pišem o masiranju prostate. Zanimivo. No in sem lepo napisala. Čakaj, lahko preberem stavek? Lahko prebereš. Ok, tu lahko, malo te hecam, oprosti. Sicer sem brala, da moški tam zadaj doživljajo fantastične orgazme. Lucija iz sveta užitka vedno lepo razloži, kakšni pripomočki obstajajo in kako se uporabljajo. Zato zagotovo je kaj objavila tudi na to temo. Ona je mene navdihnila in zdaj pač lahko povem, saj tudi so še nekaj, ampak ona na tak preprost,
tak simpatičen in zanimiv način razlaga, nič vulgarno in vse, veš, ti pač imaš občutek, kot da ti razlaga, o dvojenju v slovenščini, kako se uporablja. In to mi je všeč, njena, veš, sproščenost, njen način, meni je na top. In jaz mislim, če ona lahko tako javno pogovori, lahko jaz tudi, razumem. In tako je pol, danes me ona spodbudila. Jaz sem njo začela in meni je ona zakon, res srca. Se pravi, to bo neka verižna reakcija, ne? In ti tudi s tvojo knjigo želiš druge spodbudati, ne? Ja, no, knjiga se mi zdi definitivno en dober način, kjer lahko si pač preberemo več o spolnosti, odnosih in tako, a ne? In fino je pač, kad ti v bistvu razlagaš neke svoje najbolj intimne trenutke, ampak če nekdo vzame knjigo pa takole bere o tem, a ne, je to zelo vse ni tako vse ven navzven, ampak lahko zelo diskretno to naredimo in se tako učimo, a ne. Kar se tiče pa naše vsebine, pa definitivno to tudi vizija celega podjetja našega, ne, in sem ful vesela slišati iz prve roke, da to uspeva, ne, ker definitivno je naš namen ljudi osvestiti, zato je tudi posledično po teh vsebinah YouTubea in vsega tega tudi nastal podcast in res me izredno veseli, da nam uspeva, da se pozna, da imamo nek vpliv, a ne, v tem smislu pozitiven. Kaj bi pa ti povedala, če imaš kakšne načrte za prihodnost, glede pisanja? Definitivno, jaz že imam v glavi drugo knjigo. Zdaj prvo končam rokovnike, moram dati v tisk, da imam moje pač uporabnice za naslednje leto. Popravim hrvaški prevod, da gre na hrvaško, da moram najti založbo. Potem pa bom napisala erotično knjigo, torej ker nadaljevanje te zdaj nima smisla, to bomo počakali, kaj se bo pač zgodilo, kaj bo pač naprej življenje mi preneslo. Želim napisati erotično zgodbo, drugačno, v kateri moški ne bo bogat, ne, veš. Ali bo realno in življenjsko želim, da tak kak je in da tak tudi prikažem, da nismo vedno, veš, ker se mi zdi, da vseh nekih erotičnih knjiga je on, veš, pelja na drage večerje z letalom, kupuje. Pretty Woman pa Julia Roberts. Ja, res, mislim, pa nismo vse deležne tega, to ne pomeni, da ne more imeti zelo lepo pač neko ljubezensko zgodbo. Tako da želim, in to bom prvo raziskala in tudi pač imam pripravljene, da naredim malo ankete, da dobim če več informacij. Namreč želim, da je oseba, ženska mamica. In da se pač vidi, kako je pred porodom, kako je po porodu, kaj to pač prenese v zakon, v razmerje, kako to vpliva na spolnost in bo potem tudi malo bolj detaljno opisane seksualne scene, tako da bo res potem to erotični roman, ne pa neka življenjska zgodba. Pa že kaj delaš na tem ali si trenutno bolj na raziskavi? Jaz samo kako se vozim, veš, točno vidim, kako kaj tipkam in sem veš ono vzhičena, ampak zdaj nimam niti časa, da se vsedem. Razdiskuješ. Raziskujem, tako, ampak definitivno bo. Sicer bo po mojem malo bolj dlje trajalo, zaradi tega, koliko dela imam zdaj z tem, pa sem pa poletje prihaja, ne. Ampak to je pač naslednja. Jaz se že zelo veselim. Jaz se zelo veselim pisanja. A bi rada ti še kaj sporočila svojim bralcem ali pa svojim bodočim bralcem ali pa je kakšno sporočilo, ki bi jim želela prenesti? Sploh glede spolnosti, a ne? Glede na to, da je to podcast o spolnosti, ti si se odločila, kot so rekli, to ful tako deliti. Skritanje vse, ko število včasih res štejem, tako da šteješ, tako. Kavnika imajo malo črno knjigico, pa si noter kontakte, imaš orgazme not. Tako, tudi toliko. Ne vem, ali mi je to neki osebno, da pač vedno dosežem neki novi rekord. Mogoče, No, jaz pač želim, ali vas bo knjiga vzburila, pa boste vi med branjem knjige pač potem partnera kar zgrabile, ali zgrabil. Dobro, okej. Odlično, tega je čez dobro. Ali bo jim dali kakšne ideje, ali bo jim mogoče to rekli, pa zdaj se bom res svoj sprostila, pač. Tako da, ali pa bojo začeli raziskovati svoje telo, pa uporabiti kaj novega ali igračo in spoznati same sebe in se dejansko spustiti v svet užitka. Evo, in pa še nas to obiščete, pa imate še ekstra svet užitka, tako. Antonela, meni je super, da si ti danes prišla,
ti si toliko pozitivna, toliko si živahna. Jaz nisem imela še gosta, ki bi bil toliko živahen in sem ful vesela, da je tudi to, da bo malo drugače. Knjiga, jaz sem jo uspela, kot sem rekla že na začetku, malo odlomkov prebrati, definitivno jo preberem. Vse bi nagovorila, da naj si jo kupijo. Ja, Lucija je zdaj na dopustu, Bera mi je poslala. Lucija je Bera na dopustu, ja, mogoče vam bo ona kaj povedala še. Drugače pa ja, naslov je Razgaljena. Ja, ker sem se res razgalila. Ker se je res razgalila, ne, mislim, pač to je super, ne. Pa res je pa napisan na zelo doživet način, vidi se, da si iskrena noter. Ja, sem vedno. Ja, ni suhoparno in ni težko berljiva knjiga. Mislim, da je tole odlična knjiga. Ja, če vsi pravijo, da te ni nekih opisov, tak kak je. Tak je, ko rekla moja urednica, rekla, tak kak si v živo, tak si v knjigi, človek te ne more zgrešiti. Jaz mislim, da je zdaj odlična, veš, kaj vsi pravijo ta, kako se reče, summer reading, pač tako branje za poletje je to. Za poletje, za na dopust, za na plažo je pač res, pa mogoče na plaži še kakšne ideje tu piše. Tako da res, evo, da vas še tako lepo pokaževa naslovnici, Jani, se ne vem, evo, kako se le lepa gor. Ja. Jaz se že veselim. Tako da, hvala, ker si prišla. Hvala tebi za vabilo. Tako sem kričala v pisarni, veš kak. Ja, pa moram pozdraviti vse svoje sodelavce, CTRL Media, so rekli, da nas ne boš pozabila pozdraviti, ne, sem rekla vredno. Ja, umahava im lahko živa, še vsi ostali. Tako da ja, jaz sem ful vesela, da si prišla, res iskrena ti hvala, da si se pripeljala. Antonela se je pripeljala danes samo za me. Ja, res je. Iz Maribora, ne. Po tej grozni gužvi. Sem je partner povozil, ker sem bila preveč nevorza, da bi držala volan, tako da nisem se sama pripeljala. Saj sem jaz tudi, mislim, jaz sem itak pred vsakim podcastom malo nervozna, ker... Ja, saj je nekaj, tak, ja. Eni so tako, eni smo pa drugača, ne, tako da ja, ampak upam, da ti je bilo v redu. Meni je bilo super. Ja. Res hvala, da si prišla. Vam se zahvaljujem za poslušanje, upam, da ste uživali in kot vedno upam tudi, da ste odnesli kaj novega sabo, kakšno novo znanje, kakšno zanimivost. Definitivno pa upam, da boste naročili knjigico in prebrali. A veš, to prvo bojo naročili tvojo knjigo, pa bojo prebrala, ne, in bojo tako, in potem bojo šli na svetužitka.com in bojo še pri nas kaj naročila, ne. Ja, jaz svetujem maser res. Masažer. Joj. Ja. Jaz imam to zelo rada. Pa lahko tako ful dobro začneš, še malo po hrbtu, pa tako, to je ta igrača je vredna res vsakega evriča. Ja, jaz imam najraje tiste, ki so na kabel, zato ker itak je pač moč neprimerljiva. Ja, to pa sem slišala. Itak pač to je direkt na štrom, to je čist nekaj, ne, pač dobro, vse so baterije tudi močne, ampak ta je skosa, ne, pač ne prazne ste, ne nič, ne crkne ti. Ja, to je najbolj neprijetno, ko zmanjka baterije v neprimernem trenutku. Ja, to moraš imeti zmeraj eno na zalogi. Dobro, ne morem zdaj otrok pofilati na kablu, kaj to je. Enkrat je prišel paket iz sveta užitka in je malo odprla in tako potegne, mami, kaj je to? Pa bila še majhna, mamici sa gube. A ja, ne morem imeti sobi, ne, Miška, to je mami. In pol pa smo vse kaj, tako nekaj, veš, mami za gube. Mami za gube. Ste bile premale, da bi, takrat res ni bilo primerno, da bi karkoli razlagala, zdaj idem več, ne, ampak takrat so res bile male. Tudi jaz sem se že poslužila kakšnega tazga izgovora, ker sem pač kaj pustila po stanovanju, ne, in potem je bilo to. Tu je za mamico za masažo, a lahko jaz? Ne, to je pa samo za odrasle, aha, okej. In tako da ja. Še enkrat hvala, zdaj bomo pa res mogli zaključiti in se posloviva. Čau, se vidimo naslednjič.